Poletje je čas za potovanja, med mladimi tudi festivale, združujejo se ljudje iz vse Evrope, pa tudi širše. Prav tako se poleti sprostimo, v sproščenem vzdušju pa vznikne tudi kakšna nova romanca. Priložnost daje tatu, priložnost pa daje tudi spolnim prenosljivim boleznim, če se pred njimi ne zaščitimo. Kako čez poletje, da tam dol ne bo problema, pa danes pri Mariko Evito Leskovšek, specialistko socialne medicine, ki se na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje ukvarja s področjem varne spolnosti. Lep pozdrav! Dober dan! Pri Marika Leskovšek, ali je poleti več prenosov spolno prenosljivih bolezni? Seveda, poletje je čas, ko smo sproščeni, ko je veliko sonca, ko je vse optimistično, ljudje so polni pričakovanj, predvsem mladi, ko potujejo tudi za neke bolj intimne dogodke. Raziskava v Angliji, ki je navedla, koliko milijonov mladih ljudi potuje, koliko ima bolj neke take nova poznanstva. In od teh, ki so imeli in tudi osnova za eno veliko kampanjo Evropa proti AIDS-u, ki je bila zelo zanimiva in simpatična, kjer smo takrat delili neke zloženke v obliki potnih listov, na katerem so bili informacije o kondomu, kako se imenujejo po vseh teh jezikih in nalepljen kondom. In to smo potem delili tudi, kjer so mladi v vstopnih točkah, na vlaku, na avtobusu, na avionskih, na letališčih in tako naprej. Skratka, je treba o tem govoriti, ljudi spomniti, ne samo mlade, tudi vse aktivne, spolno aktivne ljudi, kajti primarna preventiva je seveda najpomembnejša strategija pri preprečevanju vseh teh bolezni. Pa dajva za začetek ponoviti, katere so osnovna pravila za preprečevanje širjenja spolno prenosljivih bolezni? Sigurno, pravilo številka 1 je, da ne skočimo takoj v nek intimni odnos z neznancem ali pa z nekom, ki ga poznamo zelo kratek čas. Če pa že, potem se je treba seveda izogibati spolnim stikom ljudem, za katere vemo ali predvidevamo, da imajo neko tvegano vedenje. Če pa že se seveda pride do tega nekega stika v v dopustu, v počitnicah, se je treba seveda absolutno zaščititi z kondomom, kajti kondom predstavlja edino fizično bariero med sluznico in telesnimi tekočinami oziroma spermo. Obstaja tudi femidom, ki ga v Sloveniji nimamo, občasno v sex shopih, sicer pa v tujini je to možnost zaščite, ko lahko ženska odloči o zaščiti, če recimo moški ne želi uporabljati kondoma. Vse ostale metode so manj zanesljive, ki obstajajo, to so predvsem kontracepcijske metode proti zanositvi in zelo stroka pač poudarja, da je uporaba kondoma najpomembnejša, če imamo spolne stike z nekom, ki so izven neke monogamne zveze. Pred katerimi spolno prenosljivimi boleznimi pa kondom ne ščiti? Vemo, da nekatera ne preprečuje. Ja, zdaj tukaj bi jaz to spet uporabila. Pravilna uporaba kvalitetnega kondoma, ki mora biti na nekem mestu, da se ne poškoduje, ne na soncu in tako naprej. Dosledna uporaba je pravilo številko 1. Seveda pa ne zaščiti pred vsemi popolnoma. Recimo ena od teh je okužba z HPV. In tukaj imamo poleg zaščite z kondomom možnost pri nekaterih spolno prenosnih bolezni tudi cepljenje. Zdaj, če se mi cepimo proti eni spolno prenosni bolezni, s tem istočasno nismo zaščiteni pred drugimi spolno prenosnimi boleznimi, ki pa so v porastu po svetu in tudi pri nas. Torej bi jaz svetovala, da se na nek način pripravimo in oborožimo in se zaščitimo po možnosti z vsemi možnostmi, ki nam jih ponuja
zdaj, ne samo medicina, cepljenje, ampak sploh. Tako Torej, ne gre se za, če nekaj uporabimo, da nam ni treba drugega uporabiti, ampak najboljše je komplementarno, ne, uporabiti. Ja, recimo, če nekdo se zaščiti z predekspozicijsko profilakso za HIV, kar je zdaj že možno, je zaščiten pred okužbo z virusom HIV, ni pa zaščiten pred ostalimi spolno prenosnimi boleznimi. Tukaj bi mogoče tudi povedala, da ob teh neprijetnih znakih spolno prenosnih bolezni, ki so v glavnem zelo podobne, torej vnetje, rdečica, srbenje, izcedek, pa to potem mine, imajo nekatere spolno prenosne bolezni lahko tudi resne dolgoročne posledice. Recimo, kasneje neplodnost pri ženskah, ko pride do vnetja, recimo v jajcevodih, pa se zlepijo. Potem ljudje, ki imajo več spolnih partnerjev, imajo dokazano tudi večjo incidenco raka na materničnem ustju. Potem je recimo tudi okužba z virusi hepatitisov spolno prenosna bolezen in lahko vodi čez nekaj let v smrt zaradi raka jeter. In to so ene bolezni, ki so sicer ne več tako zelo tabu kot nekaj let nazaj, ker smo o tem veliko govorili, ampak vsemu navkljub so lahko resne posledice in zato je tukaj zelo na mestu, da mi že gremo na počitnice pripravljeni, da imamo kondom pri sebi, ker če bo prišlo do nekega dogodka, to ne bo pred lekarno sredi dneva. In je na te stvari pomembno misliti. Zdaj, midve bi predvsem radi poudarili pomen preventive, ampak vseeno se moramo tega dotakniti. Kdaj pa na pregled zdravniku? Na pregled zdravniku, čim imamo enega od teh omenjenih znakov, če imamo izcedek, če nas srbi, nekatere bolezni potekajo tudi bolj resno, fulminantno ali pa za temperaturo. Ampak že vse spremembe na zunanjih spolnih organih so indikacija, da čim prej poiščemo zdravnika. V tem času ne smemo imeti spolnih odnosov, ker lahko bolezen širimo naprej. In počakati in potem seveda upoštevati navodila zdravnika. Evropski center za preprečevanje in obvladovanje bolezni opozarja na porast primerov nekaterih spolno prenosljivih bolezni, kot so klamidija, gonoreja pa sifilis. Kakšni pa so simptomi najpogostejših spolno prenosljivih bolezni, na katere bi morali biti pozorni? Recimo klamidija nima nekih tipičnih znakov. Opisani so recimo neke bolečine v medeničnem dnu, pa lahko povzroča resne neke posledice, tudi neplodnost recimo. Gonoreja, sifilis, gonoreja je taka tipična, klasična spolno prenosna bolezen, ki jo spremlja neki izcedek in tovrstne težave. Sifilis nezdravljen pa lahko ima tudi velike sistemske spremembe, okvare, recimo nevropatije, ampak v glavnem do tega ne prihaja več. Poznamo primere iz zgodovine, Henrik VIII, ko so imeli te sifilitične gume in tako naprej. V tem novejšem času do tega skoraj ne pride več, ampak skratka, pozorni moramo biti na čisto vse spremembe. Ob tem bi pa tudi rekla, da niso samo na zunanjih spolnih organih, ampak pri oralnem seksu se lahko kužimo, imamo spremembe v ustni votlini. Recimo, čist tipična je klamidijska okužba, ko imamo bele obloge in spremembe na žrelu in tako naprej. Skratka, če opazimo, če imamo oralni nezaščiten spolni odnos, imamo neke spremembe v tem predelu telesa, je spet treba iti takoj k zdravniku. Sicer kot zanimivost obstaja tudi tako imenovana dental gum,
To so krpice iz lateksa za preprečevanje prav okužbe pri oralnem seksu. Pri nas se to spet ni prijelo, so pa vidne na teh konferencah o spolno prenosnih boleznih oziroma AIDS-u in v tujini se da tudi to dobiti. Kako pogosto pa bi se morali testirati na spolno prenosljive bolezni, še posebej, če imamo nove partnerje, spolne partnerje namreč? Najbolj idealno je, da ko imamo neko vezo, da se gresta oba dva testirati. To je recimo bilo pravilo, ki so Skandinavci že leta nazaj osvojili, ko sta dva mlada, preden sta začela intimno živeti, šla oba se posvetovati v najboljši zaščiti. Spolnost se je v teh letih izredno spremenila. Imamo nove fenomene, kot so chemsex. In veliko je, zlasti po covidu, se spolnosti tudi preneslo na internet oziroma na daljavo. Tukaj sicer ni nekega fizičnega tveganja za okužbo z povzročitelji spolno prenosnih okužb, bi pa tu opozorila seveda na druge pasti, kot so okvare in motnje na področju duševnega zdravja. Skratka, spolnost kot taka je seveda povezana z tveganji, ki jih moramo poznati, ki so preprečljive, je pa tudi seveda treba povedati, da je to nekaj zelo lepega, ne? Mi zdravniki samo strašimo z nekimi groznimi, zlasti v času AIDS-a, ko je to bila neka smrtna obsodba še takrat, ko ni bilo zdravila. Fino je, da so ljudje osveščeni, ravno recimo pri HIV-u imamo mi zdravila, ljudje lahko dolgo časa živijo, je na nek način postala to, hvala Bogu, kronična, obvladljiva bolezen, pod pogojem, da ljudje pridejo na testiranje. Ker če pa ne pridejo na testiranje, recimo, če se bi zdajle nekdo poleti okužil, bi lahko zamudil ta zelo dragocen čas, in potem, če pride recimo do tega, da je diagnoza pri testiranju že istočasno postavljena diagnoza AIDS, je izid tega zdravljenja oziroma te bolezni bistveno slabša. Torej, primarna preventiva, ne imeti takoj spolnega stika, penetrativnega z nekom, za katerega ne vemo, ali je okužen. Spolno prenosne okužbe naraščajo, potem smo rekli, preventiva najboljša ta fizična bariera, kondom, femidom, dentalgam za oralni seks, sicer pa predtem cepljenje, to, kar imamo na razpolago, recimo za hepatitis B, naprimer, in pa če imamo pa sumimo, da bi lahko eventualno prišlo do neke okužbe, pa seveda čim prej poiskati zdravnika in pa zdraviti, ker ta čas od okužbe do zdravljenja je zelo pomemben. Recimo, imamo zelo dobre rezultate pri zdravljenju hepatitisa C, imamo antibiotike za večino spolno prenosnih okužb, tako da moramo opazovati svoje telo, imamo samo enega in ga moramo čuvati. Dajva še povedati nekaj o domačih testih. Ti obstajajo, kako zanesljivi so? Testi obstajajo, v glavnem so dosegljivi po spletu, se jih lahko naroči. Stroka je bila do teh testov zelo zadržana, dolga leta. Recimo v primeru HIV-a, ko še ni bilo zdravil, ko je bila to velika stigma in velik strah, se je zaradi lažnih testov so ljudi delali samomore. In je bilo tukaj prav nasprotje, stroka je nasprotovala uporabi teh testov. Šele nekaj let nazaj je svetovni center CDC v Atlanti dal zeleno luč, vendar je treba povedati, če se mi testiramo, pa pride do
pozitivnega testa je treba vedno potrditveni test v inštituciji, v uradni inštituciji oziroma v nekem referenčnem laboratoriju. To je bolj zelo informativno, ni pa zanesljivo. Ne? Hvala za ta pogovor. Poslušalcem pa želim užitkov polno in zdravo poletje. Hvala lepa. Lepo poletje vam želim.